poveljnik logistične brigade, polkovnik Franc Kalič. Enote, mirno! Pozdrav, nade, znam! Slovencu, poroča, polkovnik Franjo Likor. Borci in borke logistične brigade, za koga? Za Slovenijo! Za koga? Za Slovenijo! Mir, no! Na mesto dvor! Na mesto prosto! Spoštovani, na prizorišče slovesnosti prihaja bojna zastava logistične brigade. Sledi himna Republike Slovenije. Enote, mirno! Odmor, na mesto, prosto. Spoštovane pripadnice in pripadniki logistične brigade, lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnji slovesnosti o počastitvi 18. obletnice delovanja logistične brigade. Ob tej priložnosti želimo med nami še posebej pozdraviti župana občine Slovenska Bistrica, gospoda Ivana Žagarja, namestnika poveljstva sil Slovenske vojske, brigadirja Franca Koračina, nekdanjega poveljnika logistične brigade, brigadirja v pokoju Milana Obrezo in ostale goste. Že 18 let je minilo, odkar je bila v Šentvidu ustanovljena delovna skupina, ki je imela nalogo postaviti temelje za delovanje poveljstva za podporo. Enota se je skozi leta razvila v učinkovito logistično organizacijo Slovenske vojske, ki podpira vse enote, tako doma kot v tujini.
Logistična brigada, ki jo sestavljajo pripadniki 157. logističnega polka, 670. logističnega polka, vojaške zdravstvene enote in inženiringa, je skozi preoblikovanje leta do 2013 nastala iz tega poveljstva. Glavno poslanstvo logistične brigade, ki dan enote praznuje 1. julija, je zagotavljanje delovanja Slovenske vojske doma in v tujini. Vizija logistične brigade je biti uspešna, učinkovita, prilagodljiva in prepoznavna vojaška organizacija tako doma kot v tujini. Njene pripadnice in pripadniki uresničujemo poslanstvo in naloge z neprekinjenim uveljavljanjem pravil voditeljstva in vojaške etike ter izboljševanjem znanja pravno vseh ravneh. Z informacijsko podprtimi, racionalnimi in optimalnimi procesi sledimo razvoju logistike, kot to delajo v sodobnih tržnih organizacijah. Ob upoštevanju vojaških standardov, načela sodobne logistike vključujemo v logistično podporo Slovenske vojske. V letih delovanja logistične brigade smo se žal morali posloviti tudi od nekaterih sodelavcev, zato sledi memorial v spomin vsem pokojnim pripadnikom logistične brigade. Njihov spomin bomo počastili z minuto molka in udarci na zvon. Enote, mirno! Spoštovani, ti si sijalec, sadove tvojega dela pa bodo želi drugi, pravi stari pregovor. To se vedno znova dogaja v življenju vsakega človeka, tako na osebni kot na kolektivni ravni od osebnih odnosov. Vojaki ne odhajamo v boj zato, ker bi sovražili tiste pred nami, ampak ker ljubimo tiste za nami in od nas. Nekaterih naših pripadnikov v logistični brigadi, ki so hodili pred nami od nas, z ramo ob rami ni več pred nami. Z minuto tišine počastimo njihov spomin in našo hvaležnost za vse, kar nam je bilo tudi podarjeno. Dobri Bog pa naj jim da večni mir in pokoj in večna luč naj jim sveti in naj počivajo v miru. Na mesto odmor, na mesto prosto. Pomemben del logistične brigade je tudi 670. logistični polk, kateri je stacioniran v občini Slovenska Bistrica. Zato pred mikrofon vabim župana Slovenske Bistrice, gospoda Ivana Žagarja. Prosim. Hvala za besedo. Torej, jaz vam želim lep pozdrav tukaj pri nas v Slovenski Bistrici. Lep pozdrav pripadnikom logističnega polka. Seveda lep pozdrav tudi vsem gostom. Zdaj za tiste, ki ste prvič pri nas v Slovenski Bistrici, pa tudi za tiste, ki ste večkrat tukaj, ste eno mogoče 2-3 podatke naša občina, ena največjih v Sloveniji. 270 kvadratnih kilometrov površine, več kot 25.000 prebivalcev. Živi seveda v tem delu, približno tretjina na mesto Slovenska Bistrica, ker ponujete tudi vi, ostali zunaj in tudi nekaj vaših objektov še zunaj samega mesta. Zdaj, kar zadeva gospodarstvo, smo seveda mi pretežno kmetijsko predelovalna industrija tu doma, z številnimi projekti nosilec tega je import, katerega ste verjetno tudi že slišali. Ob tem pa seveda smo tudi kritično podeželska gospodarska občina. Skratka, imamo vse, kar imajo veliki in mimo verjetno na morje mejimo. Sicer imamo tudi zelo razvejano društveno dejavnost, številni prostovoljci delujejo na številnih področjih družbi in ker smo tudi znali, da je po prostovoljci sem prepričan, da smo tudi države, ki so bile do danes povezane za to pandemijo COVID-a uspešno
prestali, predvsem s pomočjo vseh številnih, ki so se to vključili. No in ker imamo vse, kar imajo velike, imamo seveda tudi pri nas prisotne vaše enote, ki domujejo tukaj zelo blizu v kasarni. Tudi sicer ima Slovenska Bistrica, tako občina kot samo mesto, kar bogato vojaško zgodovino praktično gre čez vsa obdobja, kar pa zadeva te najnovejšega dela, pa me mogoče opozoril samo na dogodke, ki so se odvili tudi pri nas, padec Pohorskega bataljona v času druge svetovne vojne in pa seveda v času osamosvojitve, zelo pomembni dogodki po naši oceni tudi pri nas v Slovenski Bistrici, zavzetje skladišča v Lovnici. To so tudi tisti pomembni kamenčki, ki so prispevali po osamosvojitvi Slovenije in ki so nazadnje prispevali tudi temu, da mi v teh dneh, torej prav v tem času, praznujemo dan državnosti. In jaz sem seveda ob tem prazniku vsem tudi čestitam. Seveda vam želim, spoštovane vojakinje in vojaki, da še naprej uspešno izpolnjujete svoje poslanstvo v programu domovine, to je osnova, za kar ste seveda poklicani. Želim vam seveda to, da bi bili aktivni seveda predvsem za tiste mirno dobrem delu, da vam ne bi bilo treba nikdar pravzaprav se pokazati tam, za kar se pravzaprav izpopolnjujete. Vendar je res to, da je treba biti seveda izjemno pozoren tudi na ta del. Vemo, da mir ni sam po sebi dan, ne nazadnje o tem pričajo vse številni dogodki, kateri smo pričali tudi danes v svetu. In zato seveda še enkrat izrekam posebno priznanje tudi vam, ki uspešno delujete na tem področju in vam želim seveda, da ste tako uspešni tudi v prihodnje. Čestitam tudi prejemnikom priznanj. V koncu bi pa rad seveda poudaril še to, da tudi na relaciji, torej ta naš civilni del, javno življenje in da dobro sodelujemo tudi z vojašnico, z vojaki, vojakinjami v našem okolju pri številnih aktivnostih, tako da želim, da se seveda tudi to dobro sodelovanje ohrani v prihodnje, da to seveda ne dvomim. Torej še enkrat, jaz sem tudi v tem, ko še enkrat čestitam v dnevu državnosti, želim uspešno delo na vašem področju, na tisti osnovne skrbi, na vseh drugih aktivnostih, s katerimi se srečujete in želim vam tudi vse dobro na osebnem življenju. Hvala lepa. Hvala županu. Pred mikrofon vabim poveljnika logistične brigade, polkovnika Franca Kaliča. Poveljnik, prosim. Spoštovani gospod župan, brigadir Goračin, dragi gosti, dobrodošli na slovesnosti v dnevu logistične brigade in hvala za vaš čas in udeležbo na tem dnevu. Dragi pripadniki in pripadnice logistične brigade, v začetku bi se vam rad zahvalil za veliko energije, časa, strasti, srčnosti in poguma, ki ste ga pokazali v zadnjem letu, predvsem v času krize COVID in pa v času zadnjih serije vaj preskok. V letu, ko logistična brigada praznuje svojo polnoletnost, sem star 53 let in imam 28 let staža v Slovenski vojski. So dnevi, še vedno je več dnevov, ki so navdihujoči, ki so lepi in se zadovoljstvom vračam domov, čeprav utrujen. In manj je tistih dnevov, ki so manj lepi in manj navdihujoči. So uspehi, katere so doseženi predvsem po vaši zaslugi in katere se skupaj veselimo. So tudi neuspehi in porazi, ki jih ne smemo pozabiti, ne smemo zanemariti, ampak se moramo iz njih učiti. Ne glede na vse, sem ponosen in hvaležen, da mi je v moji karieri dala možnost, priložnost biti poveljnik najbolj vse slovenske enote v Slovenski vojski
in najpomembnejše enote v Slovenski vojski. Da delati z vami srčnimi, preprostimi in odgovornimi borkami in borci logistične brigade. Pred kratkim se je zaključila serija vaje Preskok, na kateri smo na najboljši možen način pokazali svojo vrednost, svoje ambicije in pa to, kakšni želimo biti. Pokazali smo tudi, da smo vredni zaupanja strani interne javnosti. Pustili smo definitivno opažen in pomemben pečat, da smo tisti, ki znamo, zmoremo in si tudi drznemo narediti več, kot pa bi nekdo od nas pričakoval ali pa zahteval. Na nek način smo logistiki vedno žrtve lastnega uspeha. Če je naloga odlično izvedena, v večini primerov je tako, da ostanemo neopaženi, ampak zadoščenje je kljub temu naše. Ni potrebno, da samo všečno naštevamo vse uspehe, ki smo jih skupaj dosegli v zadnjem letu, ker te govorijo sami zase. Definitivno je nekaj dogodkov in uspehov, ki so mogoče ostali neopaženi, ampak to ne pomeni, da so manj pomembni. Vsak uspeh, vsak dogodek je sinergija in prispeva k ugledu, pomembnosti in pa ambicioznosti te enote. Če sem malo nečimeren, bi rekel, da logistična brigada v zadnjem času postopno izstopa iz cone vsakodnevne logistične, delavniške, skladiščne, pisarniške in tudi ambulantne rutine. In začela je izkoriščati ves svoj potencial, ki ga gradi iz dneva v dan. Ter dokazovati med drugim, da je tudi vojaška. Spoštovani, vsak plas se začne z majhnim trsljajem, z kamnom, ki udari v drug kamen in se sproži plas, ki bo začel v svoji veličini in moti drset z vse večjo hitrostjo v dolino in prav gotovo bo za sabo puščal veliko sled. Spoštovani borke in borci, predvsem poveljniki in enotovni podčasniki, še posebej, želel bi, da ste predvsem vi te kamni in te tresljaji, ki sprožite plas in ga vlečete za sabo, ki bo za sabo puščal opazno svet. Da ustvarjate neustavljivo veličino inercije in gravitacije. Z idejami, voljo, nasmehi, urjenjem, optimizmom, bojevitostjo in lojalnostjo ustvarjate gravitacijo in inercijo. Žene, enote in posameznike v nove zmage. V času, ko sem poveljnik logistične brigade, sem med številnimi med vami razpoznal ljudi, ki navdihujete. Navdihujete kot podrejene svoje kolege, kot tudi nadrejene. Ni pomembno vojaki, podčastniki, častniki, vojaški službenci, civilne osebe. Veliko sem vas poznal v tem letu in pol in me navdihujete. Verjamem, da navdihujete tudi svojo neposredno okolico. In verjamem, da z tem navdihom za sabo vlečete tudi vse ostale. Ljudje si želimo biti del zgodb v uspehu. Želimo zmagovati, to potrebujemo bolj, kot pa se mogoče sami zavedamo. Zmaga je nekaj, kar nas vleče naprej. Ne pomeni to, da se bomo zadovoljili z doseženimi uspehi in zmagami, ampak pomeni to, da bomo iskali možnosti, kako biti boljši, odlični in vrhunski. Ob zmagah se vsaj jaz osebno počutim zelo dobro. Verjamem, da velika večina med vami tudi. In te zmage so vsakodnevne, lahko so majhne, lahko so večje, lahko so pomembnejše, ampak so zmage. Veliko vas je takšnih, ki to omogočite sami sebi in pa drugim. Ohranite to in naj ta energija postane tradicija. Brez gojenja tradicije ljudje in enota tudi ne more graditi svoje ambicije. Spoštovani, dragi borci in borke,
Ob dnevu logistične brigade si želim, da še naprej vztrajno razvijamo vojaško dušo naše enote, zmagovalno miselnost, logistično nepopustljivost, odgovornost, drznost soočanja z izzivi, strokovnost, kooperativnost, predvsem pa tovarištvo in pa homogene kolektive. Za konec vam želim en najlepši in hudo lep dan logistične brigade. Vsem tankistom želim vse najboljše ob dnevu oklepnih enot in pa veliko pozitivnega razvoja. Izkoriščam tudi priložnost, da vsem vam čestitam tudi ob dnevu državnosti. Hvala lepa vsem skupaj še enkrat in srečna logistična brigada. Hvala. Hvala poveljniku. Nekateri pripadniki Slovenske vojske so aktivni tudi na kulturnem področju. Zato na oder vabim nadporočnika Davida Justina, pripadnika 132. gorskega polka. Sledi recital z naslovom Gruda. Danes se skupaj. Mati, oče, zemlja, rod, keste, izgubljeni tisoče let mračnih noči, solza srca ugubano kriči, ker se boji, da mu še ta gruda ne obleži. Ko se še brat loči od brata, ko se še brat loči od brata in sestra sestro zamoči, strani neba pa okroža sorak. Kam naj potem še duša zapije? Le kam? Hiša niče stoji, žena v meni, v posteli pa nedolžne oči. Nič, brani to svojo uto, jaz v Boga para, naj duh bunta se prebudi. Kmet, ta na polih rodnina, z vilami grčaku prilepo supico že meri, kri zatiralca prosilo kosi rdeči, mogočnemu Turku, Sulejmanagi, roča smola sabico krivi, njegov konič, ta pošmarno goro, odkev v vedu izpusti. Le v kupu Boga majna, ta moja uta, ta tvoja uta, nedolžne male oči, naj ostanejo na veke vekov dni. Da, tu smo spet, te ure pred nami, le še nekaj strahu, sanja postanejo resnica, naslednji dan pa, kljub jekeni pošasti na nebu, dan najlepši sanj, dan, ki ne mine. Srca naša, ki so to zbrana, poznamo se že kar nekaj večerov, mogoče že malo utrujena v mnogih prečutih nočeh. Ne vseeno ostanijo toliko skupaj, da bi le zmogla zopet in zopet, znova in znova slave takih dni. Iz sebi izpiti pelina in ostati si edina. Hvala lepa. Hvala, Davidu, za nastop. Spoštovani, na oder vabim današnjega slavnostnega govornika, bivšega poveljnika logistične brigade, gospoda Milana Obrezo, brigadirja v pokoju. Prosim, brigadir. Gospod župan Dragar, namestnik poveljnika sil, brigadir Koračin, predvsem pa normalno poveljnik logistične brigade, Franc Kalič in pa naš gostitelj, Franci Mogolič, lep pozdrav tudi z moje strani, normalno pa tudi vsi ostali gosti. Danes mi je v čast, da ste me povabili na obeležitev vašega praznika, dan logistične brigade. Poleg vas, če tudi je v vaši sestavi ravno tako praznuje svoj dan tudi oklepna enota Slovenske vojske. Ne smemo pa ravno tako pozabiti tudi jutrišnji dan, katerega praznuje celotna naša domovina, dan državnosti. Posebej sem počaščen, da vas ob tej priložnosti nagovorim kot upokojenec, kar ni običajno na takšnih prireditvah. Povabljen sem običajno kot bivši poveljnik in hvala za to.
Vedno se rad spomnim dneva, ko sem prevzel dolžnost poveljnika takratnega poveljstva za podporo leta 2006, ki je bilo pozneje preoblikovano v logistično brigado. Tudi tukaj, v postroju in poleg mene, vidim kar nekaj pripadnikov, ki ste takrat delali z menoj. V minulem obdobju pa ste postali starejši, postali ste izkušenejši in nekateri ste tudi napredovali. Čestitke vsem. V tistih časih smo nanizali kar nekaj uspehov. Uspešno smo podpirali slovensko prvo predsedovanje Evropski uniji in postavili temelje za telovadnico, ki krasi vojašnico v Kranju. Časi so bili drugačni in tudi denarja je bilo nekaj več, kot ga imate trenutno. Delali pa smo ogromno na odnosih, medsebojnem sodelovanju in spoštovanju. To je osnova vsakega kolektiva in verjamem, da so te sledi postale. Postali ste močnejši in predvsem ste si nabrali veliko izkušenj. Vsak od nas, ki je poveljeval vaše enoti, je pustil nekakšen pečat, začevši od polkovnika Ošlaka, polkovnika Tunje, brigadirja Ostermana, polkovnika Bukovca, polkovnika Polška, brigadirja Žurnana, podpolkovnika Arka in trenutnega vašega poveljnika, polkovnika Franc Kaliča. Od vseh od nas ste odnesli nekaj pozitivnega in to se videlo tudi na vaši zadnji vaji preskok 2020, kako ste oskrbovali svojo logistično podporo enote na terenu. Da ne omenjam vaših prispevkov pri preprečevanju pandemije. To je bilo za vas in za nas, prebivalce, čisto novo področje. Potrebno bo še kar težka borba, da to obvladamo. To pa dosežete samo z dobrim in homogenim kolektivom, dobro organizacijo, disciplino in spoštovanjem drug do drugega. Da ne omenjam vaših uspehov v logistični podpori na operacijah, na vajah in pa seveda tudi v tujini. Čestitke za vse vaše uspehe. Moje edino sporočilo vsem vam je: spoštujmo drug drugega, radi imamo Slovensko vojsko in Republiko Slovenijo. Vse skupaj čestitam dan državnosti, predvsem pa še enkrat vse čestitke logistični brigadi ter oklepni enoti za njun dan. Želim vam srečno! Hvala brigadirju. S priznanjem vsako leto nagradimo pripadnici in pripadnike logistične brigade, kateri svojim prispevkom še posebej izstopajo in prispevajo k razvoju, uspešnosti in prepoznavnosti logistične brigade. Enote, mirno! Na podlagi 45. člena Zakona o obrambi, drugega odstavka 80. člena Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo in ukaza logistične brigade številka 094-5/2013-178 dne 12.11.2013 z dopolnilom izdajam ukaz o podelitvi priznanj logistične brigade Slovenske vojske številka 094-3/2020 z dne 22.6.2020. Pohvalo poveljnika logistične brigade prejmejo Valerija Bundalo, Manja Erjavec, David Hočevar, Erna Kodra, Stanko Korenjak, Matjaž Markovič, Mirjana Martinec, Silvo Potočar, Uroš Skorenšek, Mihaj Sluga, Andrej Sojč, Magda Šabec, Silvo Šefer, David Škoberne, Dejan Trbovc, Sašo Trobac, Janez Tušar, Gregor Žabaran. Bronasto medaljo logistične brigade prejmejo Marino Brečko, Mitja Brečko, Amir Egerlič, Tanja Grabner, Boštjan Kokal, Nina Kostanjevec, Miran Karmel, Matjaž Markovc, Rajko Petek, Karmen Petročič Selmani, Marjeta Podlesnik, Mišo Radon, Maja Ruprčič, Metka Srečnik, Miro Šalamun, Majda Zosud, Marko Žagar. Zlato medaljo logistične brigade prejme Robert Slak. Na mestu odmor!
Na mesto, prosto! Prosim pripadnike pohval, naj stopijo iz postroja, poveljnika logistične brigade polkovnika Franca Kaliča in brigadnega podčastnika višjega praporščaka Ivana Šušnjarja pa prosim, da podelita priznanja. Pohvalo prejmejo Valerija Bundalo, Manja Erjavec, David Hočevar, Erna Kodra, Stanko Korenjak, Matjaž Markovič, Mirjana Martinec, Silvo Potočar, Uroš Skorošek, Miha Sluga, Andrej Sojč, Majda Šabec, Silvo Šefer, David Škoberne, Dejan Trgovc, Sašo Trobec, Janez Tušar, Gregor Žaberl. Na svoje mesta. Čestitke dobitnikom pohval, bronaste medalje Marina Brečko, Mitja Brečko, Amir Egerlič, Tanja Grabner, Boštjan Kokan, Nina Kostanjevec, Miran Karmel, Matjaž Markovc, Rajko Peter, Karmen Petrovčič-Selmani, Marjeta Podlesnik, Mišo Radon, Maja Ruperčič, Metka Srečnik, Miro Šalamun, Majda Zorsut, Marko Žagar. Mirno, pokrok na lepo. Brigada, en aplavz. Čestitke vsem prejemnikom medalj. Zlato medaljo logistične brigade prejme Robert Slak.
več reči. Čas mi je, da stojim pred vami. Čez 14 dni prevzemam dolžnost dodatno poveljstva v Belgiji, tako da kljub vsemu, po mojih 6 letih dela z vami, je čas, da sem bil del logistične brigade. Čeprav mogoče tako na hitro, da kdo gledal deleč, mogoče je taka rutinska brigada, ki smo se ukvarjali predvsem z logistiko, pa ni res. Ogromno stvari smo bilo narejeni, vsaj v tem času sem dal del zaslug tudi sebi skupaj z vami, da smo uspeli biti nosilci mednarodnih vaj prek licenca, mednarodnih vaj lanskega leta, ko smo v bistvu podpirali prevoz glavnine zvezdniških šil čez Slovenijo. Spravili smo tanke v Nemčijo, kar marsikomu ni uspel, ni sicer do Berlina, ampak zelo blizu. Tako da logistična brigada je nekako prevzela skupaj, vsi skupaj smo uspeli narediti marsikaj, kar je ne nazadnje, da smo pokazali, da nismo samo logistiki, ampak smo predvsem bojni logistiki. Največji ponos mi pa je, moram reči, to, da sem videl ta razvoj, predvsem v smislu bojne logistike. Ratali smo bojevniki in ratali smo logisti, kar je mogoče včasih izgledalo malo težko, ampak vidim, da je vsako leto smo boljši. In ne nazadnje, ko se pogovarjamo s kolegi iz manevrskega dela, da vam dajo to pohvalo. Tako da, jaz bi se v teh priložnosti vam res vsem zahvalil za vašo podporo in vaše delo. Ne bom rekel, da se ne vidimo več, ker se čez 3 leta vračam nazaj in verjetno, da je to od logistike, se bomo v nekem okviru vsakem primeru videli spet skupaj sodelovali. Čestitke v delu brigade in čestitam vam osebno in pa vašim družinam, ki vas podpirajo pri vašem delu. Tako da vse najboljše in srečno logistična brigada. Še enkrat čestitke vsem prejemnikom priznanj in še en aplavz vsem. V logistični brigadi prav tako vsako četrtletje razglasimo najboljše med najboljšimi. Častnika, podčastnika, vojaka, višjega vojaškega uslužbenca, nižjega vojaškega uslužbenca in civilno osebo. Za obdobje od januarja do aprila 2020 so najboljši pripadniki logistične brigade. Častnik Dejan Gantar, podčastnik Ksenija Skok, vojak Davor Kardoš, višji vojaški uslužbenec Bernarda Gržina, nižji vojaški uslužbenec Janez Šiberle, civilna oseba Gašper Kosmač. Mirno, pokrok na levo. Brigada, en aplavz za najboljše! Iskrene čestitke. V logistični brigadi vsako leto razglasimo najboljšega podčastnika. Na podlagi podagnega predloga je poveljnik logistične brigade z aktom, dokumentom številka 900 do 99 skozi 2019 do 20 z dne 6.5.2020 potrdil izbor najboljšega podčastnika leta 2019 v logistični brigadi. Za leto 2019 je najboljša podčastnica štabna vodnica Barbara Cerinšek. Imenovana stopite iz postroja. Štabna vodnica Barbara Cerinšek je bila večji del leta 2019 na dolžnosti podčastnik, medicinska sestra, tehnik zdravstvene nege, a je kljub temu poleg del in nalog na tej formacijski dolžnosti odigrala ključno vlogo tudi kot enotovna podčastnica zdravstvenega voda v sestavi BBSK. Tako se je udeležila prav vseh usposabljanj, vaj in terenov v okviru BBSK,
pri čimer pa je kazala neomajno predanost in motivacijo, ter bila zgled tako podrejenim kot vsem drugim pripadnikom enote. Štabnovodnico Barbaro Cerenšek je podčastniški zbor logistične brigade enoglasno izbral za najboljšo podčastnico logistične brigade v letu 2019. Enotovnega podčastnika logistične brigade višjega prapoščaka Ivana Šušnjara prosim, da podeli zasluženo priznanje. Še en aplavz za najboljšo pripadnico logistične brigade. Ob koncu današnjih slovesnosti bi se še posebej radi zahvalili gospodu Branku Petroviču iz oddelka za multimedijsko produkcijo in podporo na Ministrstvu za obrambo, ki neprestano skrbi, da je delo in življenje pripadnikov logistične brigade posneto na filmski trak. Prosim gospoda Petroviča, da se nam pridruži na odru. Praznovanje je veseli dogodek, zato na oder vabim Leva Martina, da nas razveseli znamenito skladbo Slavka Avsenika Na Golico. Martin, prosim. Na oder vabim nadporočnika Davida Justina in Leva Martina, da prejmeta pohvali poveljnika. Navdušujoče, malo po domače, malo domovinsko, domoljubno. Upam, da bom še kdaj sodeloval. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa.
Spoštovani, sledi odhod bojne zastave logistične brigade. Enote, mirno! Častni po... Prav! Himna Slovenske vojske. Tem je uradni del slovesnosti končal. Lepo praznujte današnji dan in srečno. Za odhod poveljnika logistične brigade in gostov, enote, mirno! Mir! Na mesto, odmor! Poveljniki, prezumite enote. Poveljniki, čet, prezumite enote. Stop,